Jaz sem bila kar žalostna, zaklemna, ker se mi zdi, da se je prav zaslužil, da bi šel naprej. Ker se mi zdi, da je bil zelo dober, no? Da je dosti, po mojem okusu, dosti manj primernih pesmi šlo naprej. Ne? Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v zelo posebni epizodi rahlo neurotičnega večerovega podcasta Slačilnica. In kako stresni dnevi so, mimogrede, Eurovizija je v polnem teku in jaz nisem na njej, ker šparam za dopust letos. To je zdaj bila malo šala, no, ampak ne, malo jo bojkotiram tudi to, ne, no, ampak lepo je biti eno leto doma. In ker nisem v Baslu, sem si pripravil svoj čisto pravi mali domači žur v moji lepi roza dnevni sobi in povabil same gostje po mojem okusu, s katerimi vem, da bo fajn, da bomo zdaj oglodali vse skupaj do kosti. Mimogrede, sledite Slačilnico na vseh platformah, na Apple Podcast, na Spotify, na večer.com, na YouTube. Povsod smo in zdaj, da raznamemo to parti z duše, z mano sta bivša voditeljica Eme. Pozabila sem, nikoli ne pozabila. Tanja Kocman in naša skoraj predstavnica na Euroviziji, Natalija Verboten. Jaz sem pa že pozabila. Ali potlačila, nekaj. 21 let. 21 let. Ja, si vse zapomnil. Teda skoraj smo v Baslu, pravzaprav ne. Ja, tako, pozdravljeni. Hvala, da ste prišli na mojo malo žurko. Upam, da vam je všeč to diskretno vzdušje, ki ga ustvarjamo. Absolutno. Ja. Dovolj diskretno? Meni so vedno ti pripomočki, so mi zelo všeč. In jih rada stiskam k sebi. Hvala za to čustveno oporo. Super, vem, da se rada zlomiš. Ja, tako. Sploh ob takih temah, ja. Prvi eurovizijski večer je za nami. Kako ste ga preživeli? Malo smo zabrazgotinjeni, nismo? Tak čustveno. Ja. Jaz sem bila kar žalostna, zaklemna, ker se mi zdi, da se je prav zaslužil, da bi šel naprej. Ker se mi zdi, da je bil zelo dober, no? Da je dosti, po mojem okusu, dosti manj primernih pesmi šlo naprej. Ne? Zdaj sem kar iskreno direkt povedala. V Slačilnici smo. Ta tvoja dekoracija mi je dala. S tem te malo tak, ne? Pika v bistvu prelisičiš, da smo iskreni, ne, za vsem tem, ne? Da mi vas odpiramo. Ja, ker mislim... Tanja si jokala. Ja, od slabega predvsem. Ne vem, se mi zdi, to ni skrivnost. Meni je pač, jaz sem drugače bila vedno goreča oboževalka, zdaj sem nehala goreč, zdaj se še sam dimi iz mene. Ker ta skupek glasbe, jaz sem prav čakala, da bo nek komad, da bom rekla, okej, saj ta, dobro, no, sej Švedska mi je okej, ampak trpim še danes znotraj sebe, no. Jaz sem prav razmišljal, a smo mi mogoče poslali predober komad. Se vem, da je to zdaj provokativna misel, ampak toliko enega, da rečem po mariborsko kložna, je pa res tudi po mojem okusu šlo naprej, da se mi je zdel Klemen tak prav lepo eleganten, zatem tak klesi, prefinjen. Kaj mislite, kaj je šlo narobe? Mislim, se zdi, da ni več, skrivnosti, tako vsa politika od zadaj pa vse ostalo, ampak tudi pač tu zdaj se mi zdi, da se dela več ne glasba, ampak samo se izstopa in eno na drugo. Čeprav se mi zdi, da letos sploh ne vem niti, kaj bi izstopalo na tak način, da bi lahko rekla, okej, to sem si pa posebej zapomnila, ker meni je bil to en kup zvokov, kot da bi neke lonce skupaj nametal in kar tukaj gor. Res, zato je mogoče Klemen tudi izstopal, ker je bila melodija. Mislim, jaz sem si zapomnila edino našo melodijo, ne vem, da bi reči mi zapoj mi švedski komad, ne znam, sauna znam reči, in to je to, ne, mislim, ne vem. Oni so mi bili všeč, meni pa je Italija naprimer, zame je favorit za zmagovalca. Opa, spremljaš Sanremo? Ne, ampak Italija ima že od nekdaj. Ta pevec je odličen pevec, odlična pesem, sam jo je napisal, odlična produkcija. Se mi zdi, da Italija vedno uleti na Eurosong kot z nekega drugega planeta. Naprimer, če se samo Maneskin spomnim, oni so mi... Takoj, ko je pevec odprl usta, sem obstala, bila sem v kopalnici in pridirkala pogledati, kdo to je, ne? Ker tudi prej nisem spremljala, naprimer.
ne spremljam prej, katere pesmi pa posamezne države, ne, potem si pustim za na konec. Se ti zdi, da je Italija mogoče tudi malo v slovenskem duhu, ker mi zmeraj poskušamo poslati nekaj relativno kvalitetnega, pa ne zelo kičastega? Sporočilo ima, lepa melodija je, pobožate, iskrena, izpovedna pesem je, vrhunska produkcija, pevec noro dobro poje, dober glas ima, vse je na mestu, no. Tako v dobrih starih časih, ne? Kar je tudi Eurosong v bistvu stal za dobro in pa kvalitetno glasbo. Ja. Kako pa se vam je zdel izgled Italijana? A se spomnimo tega zelo bledo napudrenega obraza, ki pa se je meni zdel malce strašljiv. Spomnim se ga že iz Sanrema, ta zelo drobčken Lucio Corsi, z tem sivo bledim make-upom, vajo ni to kakorkoli začudilo ali? Ne, ker ima tudi pesem je govorila, v bistvu govori svojo življenjsko zgodbo, da nikoli ni izstopal, ne, z svojim izgledom. Mene spomnil na tega francoskega pantomimika, ki pove vse brez besed, naprimer. Ne, mene je navdušil. Celi kompletno se mi je zdel kot z drugega planeta. Jaz sem tolikokrat že sama uporabila napačen puder, da ne bi nobenega obsojala zaradi tega. Hvala lepa. Ampak ti si pa imela še ono črto, seveda, mogoče imam še danes, ker sem se tako na hitro napudrala. Vedno mislim, da imam isti odtenek kot Naomi Campbell, pa žal. Bila je pa Samantha od Zlatoroga, ne? Pozdrav. Številka 5. Zbiram sponzorje za pravi puder. Da se malo vrnem k Klemnu, našemu zvezdnatemu nastopu pravzaprav. Klemen je šel na Eurovizijo v najbolj nepričakovani možni verziji. Po mojem, nihče ni pričakoval Klemna tako konkretno življenjsko, ni žalostno, ampak tudi pretresljivo življenjsko zgodbo, ranljiv, ves krhek, poln ljubezni. Je to ta Klemen, ki bi ga vi dve poslali na Eurovizijo? Mislim, jaz bom zdaj iskreno v vsem tem sijo tu. Jaz moram priznati, da prvo sem imela res problem, zato ker res Klemno vedno nekako povezuješ z drugimi stvarmi in mi je bil kot Jim Carrey, ko ga vidiš v resni drami in sem bila tak, ne morem te še imati resno, potem pa sem nekako vedno bolj ponotranjila, pa sem videla pa vso to zgodbo naokoli. Res pa je, da pri meni je mogoče, jaz ko sem slišala, da gre Klemen oziroma da bo sploh sodeloval, je v meni gorel ta up, da bo on naredil nekaj put in, put out, neko to varianto, po kateri je znan, po kateri je odličen in sem mislila, da bomo mogoče Slovenci s tem nekaj novega prikazali. No. Čist tak, zato ker se mi zdi, da smo vedno ali probamo biti, narediti podobno, ko so eno leto prej zmagali, pa probamo nekako se uštuliti, pa s temi baladami vse super, ampak sem upala, no, da bo Klemen malo tu bolj pogumno šel v vse skupaj, lušna balada, vse ni, ne, da ne bom, ampak nekako sem si želela tu malo več njegovega zafta zraven, no, tako da na to sem upala, to sem pričakovala in sem bila malo, okej. Jaz sem pa tudi si ga predstavljala, ko sem slišala, da bo Klemen nastopal na Emmy, sem si ga predstavljala Robbie Williams, Let Me Entertain You. Ja. Točno tako, da bo kar špricalo na odru. Potem pa moram priznati, da mi je bil včerajšnji naslop zelo všeč. Presenetilo me je, da mi je bila ta pesem in on v tej življenjski zgodbi, izpovedni, resnični zgodbi, mene se je zelo dotaknil, super izvedba, super zgodba, super oddelan nastop, scena. Ja, jaz nimam pripomb, no, jaz sem zelo ponosna na njegov nastop. Pa vsi vemo, da je tukaj zadaj zelo veliko politike, pač. Kaj pa ta moment, ko je Mojca Fatur, njegova partnerica, ob koncu pesmi prišla na oder, ne pa smo gledali tiste njune privat slike v ozadju, ne, potem ona pride na oder. Osladno, patetično ali ganljivo? Meni ganljivo. Jaz pa vleče me na različne pole, moram iskreno povedati, ker te življenjske zgodbe, ki se mi zdi, da lepo je, da se jih deli, pa vse, ampak vedno,
ko gledam talente, pa zmagajo vedno ljudje, ki imajo neko težko zgodbo, nimajo pa včasih talenta in te stvari. Mene take stvari vedno v tem svetu malo mi rečejo, malo stop, je to nekaj, kar mi je všeč ali mi ni. Težko, dejansko težko rečem trenutno, no, ker tudi ne vem, meni je tudi bil včeraj nastop zelo všeč, samo se moram še sama sabo zmeniti, ali mi je bil zelo všeč zato, ker so mi ostali bili tako slabi, ali mi je res bil zelo všeč. No, pač, to, ker imam premalo časa za analizo sama sebe, tako da zato ne vem, definitivno sta mi bila bolj všeč kot duo Platin na odru, tako da... Pozdravljamo Simona in Jano. Ja, takole pozdravljam, ampak ne vem. Mešane občutke imam pri vseh teh trenutkih. Se Slovenija Eurovizije loteva preveč krmežljavo, preveč sramežljivo, preveč zadržano? Meni se vedno zdi, kot da ne gremo nikoli za vse. Zakaj meni gledaš? Zato, ker si pevka. Jaz nisem. Zato, ker si pevka, ki je skoraj stala na tem odru, ne nazadnje, koliko smo zdaj že par let nazaj, ne? 2 leti. Ampak recimo, tisto leto The Cry on My Shoulder je bila meni the best pesem tistega leta in sem si jo tako zelo želel recimo na Euroviziji, pa ni šlo. Ne, iz kakršnega koli razloga že, mislim, ne spomnim se zdaj več scenarija, ampak mislim, da žiriji ni bila všeč ali nekako tako, ne. Ampak pa če sem čisto iskrena, veš, tudi jaz sama sebe ne bi poslala naprej. Ne bi? Ne bi, ne. Mislim, da nisem material za na Eurosong. Zakaj ne? Pa mislim, da nisem pravi material za na Eurosong. Tak, če sem res iskrena. Ne. Aha, okay. Se mi zdi, da mora biti res dober, prepričljiv vokal, cela zgodba na mestu. Ne. Ne vem, jaz mislim, da Eurosong mora biti poseben projekt, ki se ga mora lotiti cela ekipa ljudi, zelo premišljeno. Rim Tim Tagi Dim, na primer lani, ne, če lepo po slovensko rečemo, je razvalo. Ne. Meni so, na primer, v tem stilu, ta pesem se mi zdi, da je za moje pojme imela vse, kar potrebuješ za na Eurosong. Ne. Zelo premišljeno. To je projekt, ki se ga je treba lotiti in po mojem delati kar precej na tem. In marketinško, in promocijsko. Ja, v vsaki smeri, ja. Ne. Kaj misliš, Tanja, bi bolj užgal kak slovenski cirkus? Se ne vem, koga bi poslali, mi nimamo te vrste estradnikov, ne? Ne, jaz sem vedno, meni kot eden izmed lepših primerov našega so bile sestre, pač meni se je zdelo takrat, jaz sem bila tako ponosna, da smo toliko, da ena Slovenija, ko ponovadi štopamo ene stvari, smo tako, sestre grejo naprej in jaz sem bila tako takrat navdušena in vesela, jaz sem res prav solzno spremljala, gledala tam, kaj se dogaja in sem si mislila, lej nas, kako smo se odprli in glasbeno in tak. Cel paket je bil, ja? Cel paket je bil, ampak ni bil pa cirkus, pač bilo je, vse se mi je zdelo, da štima takrat, no, ker smo bili in napredni in glasbeno je bilo odlično oddelano. Tako da kaj takega bi si želela, samo ful se mi zdi težko, da zadanemo ta neki moment, no. Ker sploh ne veš, pa res je zdaj Eurosong je postal, jaz ne vem več, kaj je to res. Pa se nasplošno je težko z uspešnicami, ne? Ja. Vse, če bi znali vsi delati uspešnice, bi jih bilo milijon, tako pa jih je zelo, zelo malo, pravzaprav sploh zadnja leta, ne? Pravih uspešnic, ki ostanejo v ušesih, ki si jih pojemo še leta in leta, ne? Ni recepta, ne? Recimo ti si lansirala, mislim, da je enega največjih hitov v zgodovini samostojne Slovenije, recimo Ferrari, pa potem še kar nekaj drugih. Pa mi sploh ni bil všeč, ko sem ga snimala. Se predstavljaš? To me je pravzaprav zanimalo. Antipatična pesem je bila. Še v studiu, ko smo bili, nismo vedeli, a bi bil bel Mercedes, a bi bil rdeč Ferrari. In potem je nekako bolj spevno bil rdeč Ferrari in potem smo dali ven in se je poklopilo in je pesem bila všeč ljudem. Po 14 dneh, ko je prišel videospot ven, Schumacher je potem začel zmagovati, vse skupaj se je povezalo v neko kolobocijo in čez pol leta je bil to vseslovenski hit in na nastopih je bilo par tisoč ljudi v Ferrari majicah, zastavah, z Ferrari kapami, glavnem, kot da smo na formuli. Vrhunsko. To se zgodi, na to ne moreš niti, mislim, nismo računali na to, niti všeč mi ni bila pesem, še zbirali smo, glavnem, ne moreš predvideti vsega, nekaj lahko, ne. Ene stvari se pa poklopijo. Ampak recimo danes, ko ustvarjata, obe imata v svojem delu kar nekaj uspešnic, predstav, skladb,
A delata danes načrtno uspešnico, ker to je namreč tudi en evrovizijski princip danes. Mislim, da Švedi delajo recimo načrtno uspešnice. A znamo mi načrtno delati uspešnice? Se da to sploh delati? Recimo, ko si snemala Amore Mio, recimo, ki je bila najavljena kot ena taka nov Ferrari, ne vem, a se je išlo? Načrtno. Ja, načrtno, seveda načrtno, da ujamem ta svoj karakter zabavljačice. Ne. Vesela, optimistična pesem z nekim dobrim tekstom. Videla sem takoj Kuntnerja, ker mi dva imava, ne vem, neko posebno energijo pred kamero, ki zelo prijetna potem deluje, ko jo gledaš. Mislim, ne moreš načrtno narediti uspešnice, lahko pa zaokrožiš zgodbo, da ti paše na karakter, na glas, da si napišem pesem, oziroma da mi napiše pesem na mojo kožo, ne, ki jo potrebujem kot zabavljačica na odru, da dvignem publiko. Ne. Potem pa, kako to mi naredimo, spromoviramo, pa kako je to ljudem všeč, to je pa seveda potem druga zgodba, ta odziv. Ne. Odziv je bil super, ne, in že zdaj za naprej. Čez 14 dni pride nova pesem ven, seveda tudi v tem stilu prepoznavne Natalije, ki jo ljudje so jo vzljubili pred koliko že? Zdaj že malega. 25 let star, ampak ta prepoznavna nit bo, rdeča nit bo pač celo življenje, dokler bom pela. Ja. Tanja, ti znaš na silo narediti nekaj, kar bo uspešno? Na silo, marsikaj znam na silo, kar bo uspešno, pa ne. Ne vem, sicer pa mislim, da z leti tudi pridobiš tudi to, ko ne vem, se tudi v svetu tega pisanja predstav pa nastopanja, v končni fazi se to ne delaš zato, da boš sam tam, ne, sam sebi govoril, to sem delala mnogo preveč časa. Tako da absolutno razmišljaš tudi, kaj bo ljudem, kaj jim bo blizu, s čim se bojo najbolj identificirali, ampak če si ti normalen človek, vedno najdeš znotraj sebe stvari, s katerimi se bojo tudi drugi znali, v katerih se bodo drugi našli. Absolutno pa tudi vse te stvari, ki jih delamo, delaš zato, da bojo ljudje navdušeni, da bodo prišli, da bodo imeli odzive na to. Tako da, mislim, razmišljaš, načrtuješ, želiš si, da bo uspešno, ampak tako je Natalija rekla, kako potem to ljudje sprejmejo. Jaz sem tudi bila v predstavah, ko sem mislila, to bo, pa ni bilo. Pa zdaj, ne vem, recimo pri Ženske brez filtra, pa so se nam preprosto vse stvari poklopile in smo ful vesele in to je tudi za nas en tak fenomen, ko smo a res, tak je tudi lahko, no. Tak da, pa smo seveda pisali in z Rankotom in s Tino z namenom, da bo uspešnica, nismo pa vedeli, da bo taka, no. No, ena od evrovizijskih držav, ki zna zelo dobro, pa tudi malce na silo delati velike uspešnice in zmagovalce je, imam retro slike, Švedska. Ja. To so Finci, ne? Pravzaprav so Švedi, ki pa pojejo v enem narečju švedske finščine. Aha. Kot poklon državi, ki je izumila savno bojda. Kako se vam je zdela ta res kolobocija na odru, ne? Oni so res imeli nepremičnino, postavili so savno. Tumač? Mene so navdušili. Mene so takoj kupili. Mene tudi. Sploh mislim, tako mi je bilo prav, to mi je pa zanimivo. In zvok in nastop in ne vem, vse se mi zdi, da se jim je nekako savna, vredno. Ja, Švedi so zmeraj prvi na stavnicah, kaj mene gre tako na živce že po vseh teh letih, ampak... če so pa dobri. A jim bo ratalo? Si upamo to napovedati. Videli smo zdaj samo prvo polovico, polfinalistov, a je to kaliber za še eno švedsko zmago? Jaz mislim, da ne. Iskreno ne. Meni je všeč, zato po mojem ne. Tudi jaz mislim, da ne. Mene je Italijan čisto kupil, ne, ampak oni so mi zelo všeč. Nikoli pa ne veš, a bo prevladala ta vse na odru, ne, ki je zelo premišljeno, ne, pri njih. Ali bo melodija pa zgodba. Tako da jaz mislim, da obojni bodo tudi moji favoriti so. No? Jaz sem jih gledal, pa včeraj sem prav pomislil, ne vem, če bo dovolj, ali bo to zdaj všeč sam sever Evrope, ali bo tudi nekdo v Albaniji, Grčiji glasoval za Sloveniji, recimo za ta komad. Tega pa ne znam zdaj napovedati, no, ampak pa imamo pa enega mojega zelo ljubega. Všeč so mi ti printi. Leta 78 smo. Nimamo televizije, mi gledamo. So pa barni. Ja, tako. San Marino. Ja. Oni so v bistvu kar
uporabili komad, ki je bil himna letošnjega Sanrema. Torej med vsemi reklamami, med vsemi breaki je bil ta komad, tudi Italija. Teda v bistvu so pač kar vzeli nekaj, kar je že obstajalo. Pametno. Koliko vam je Gabri Ponte všeč? Mislim, Jaz nisem navdušena. No. Tudi Italija. A je preveč tako navijaško? Gre v uho, zapomniš si, ne. Ni čisto moj izbor, ampak je pa bil meni zelo zanimiv mi je bil. Nisem bila jezna, ko je šel naprej, ne. Jaz tudi nisem bila jezna, ker me več nič ne začudi, ampak ja. Zanimiv, to je tudi taka lepa beseda. Taka, ko nimaš kaj lepega za reči, rečem, je zanimivo. Ne, tako mislim, premišljeno so naredili, očitno se jim je zaenkrat obrestovalo in to je to. Ja, 12 bodo dobili od Italije, verjetno, ne? Ja, absolutno, se pa veš, zahvalo. Zdaj pa eno, katerega so mnenja močno deljena, morda niti ne deljena, ampak mislim, da mnogim gre malce na živce, da se je to zdaj letos zgodilo. Ukrajina, po mojem, letos res ni zelo dobra. To je pa moje osebno mnenje, kaj pa vi pravite? Zelo slabo je bilo to, zelo. Vokalno, mislim pač, zelo švoh, vse. Nisem se zato oblekla v njegove barve, ne, mislim v barve Ukrajine, da bom zdaj... Dvojčka. Tako. Ja, jaz sem bila zelo žalostna, ker mislim, da Ukrajina je zadnja šla naprej, ne, in ker sem mislila še vedno, Slovenija. Imamo še opcijo. Tudi meni, z ničemer me niso prepričali, no. Tudi mene. Razen poslikava na hlačnici, je krasna, druga pa ne. Kaj ima nekaj s kristalčki, mislim, da rožice. Bi pasalo mogoče v to okolje, ne. Ne, glasbeno pa res slabo, no, res slabo. Pa Ukrajina se običajno zna kar dobro iti, ta špil očitno se še ga očitno zmeraj zna, ampak moram priznati, da sem tudi jaz pričakoval mnogo več od njih letos. Tudi konceptualno je bilo to. Sploh ne spomnim se, o čem so peli, o čem gre pesem, ker... Meni je šlo samo na živce, to se spomnim, ostalo pa zdaj... Jaz sem tudi komaj čakala, da bo čim Sploh ne vem, če ima pesem refren ali kakršenkoli koncept. Tudi me ni toliko pritegnilo, da bi jo zdaj raziskoval, o čem sploh ta pesem govori, ker mi je šla pa... Mislim, da Bobnar je kar razvalil pri njih. Bobnar je bil, Če si prav zaprla oči, pa čakala, da mine, od v dobrih starih časih. Tako je, zapleten porod, ne? Ja, tako. Joj, jaz sem čakala, kdo bo prvi. Brezalkoholnim smutijem, nazdravimo Všeč so mi te imitacije. Mislim, zelo prijetno je. Jaz z vama v tem post-eurovizijskem jutru. To se je zelo lepo povedal. Ne, trkamo, ne, ampak dajmo. Pravzaprav potem... Ja, za mi je pa Ukrajina že bolj všeč, veš? In vsako minuto ti bo bolj. Če bi vedel, bi nabavil vodko. Čakaj, zdaj gremo še malo dalje po našem seznamu. Za katerega pa jaz napovedujem, da bo pa mogoče celo top 3, mogoče se malce pretenciozen. Espresso, macchiato, Estonija. Ja. To je komad, ki je pol Italije navdušil, pol Italije ogorčil, češ da prodajajo italijanske stereotipe, slabe vrste, magnifico, praviš. Ja, mislim, ta asociacija. Ta koreografija. To ne vem, jaz to prav razmišljam, doma bom probala. Kako to narediš? Biti mehki. Ne vem, moram priznati, moja prva reakcija je bila, spet o neki kavi pojemo, kar nekaj. Ko sem ga gledala, sem pa tako zanimivo, no. Mislim, se mi pa zdi že večkrat videno, no, iskreno, ampak s potencialom. Malce je retro, morda? Ja, malo je. Ti brki so mi krasni. Brčice. Probam z leti, da bi isti stil furala, še ne gre. Ampak ste jo slišali prvič včeraj, predvidevam? Vama je ostala v ušesu? Meni pri njemu vse štima, razen petje. To me pa moti. Pa me ne moti, naprimer. Ni v redu, res bi moral se zgledovati po Magnificu, ker pri Magnificu vse štima, pri njemu je pa petje skozi malo mimo. Medlo, ne. Ja. In se mi zdi, da kljub temu, da je taka pesem zapomljiva, da ima vse karakteristike, ki bi jih uspešnica ali pa zmagovalna pesem morala imeti,
Me pa to njegovo petje, naprimer, me pa tu res moti. Ne? Vse slabega petja smo pa sinoči slišali tudi kar nekaj, ne? To je pa bila velika konkurenca, ja, to je bilo Zakaj neverjetno. toliko res. moških falzetov, ki niso dobri? Ne vem, odkot ta potreba po nekih višavah, ki jih pravzaprav nimaš, falzet, po mojem, pa jaz nimam pojma, po mojem zelo redko prijetno zveni, no. Če je res točno, če je pevec dober, potem lahko super zveni, ampak naprimer tu, ko imaš tremo pa vse to in če že začneš pesem s falzetom, to je, ko je malo poleg, malo zraven, je zelo moteče, naprimer, ne, in potem kar mine, Ja, minete do vsega, ja. Sploh, če je šalabajzersko izvedeno, vse skupaj, ne. Jaz se spomnim, ne vem, meni recimo tudi ta iz Cipra, včeraj mi je pa res zgolj dobro zgledal. Ja. Ne. Medtem ko Albanka je pa vrhunska vokalistka, za moje pojme. Ne? Ja, tudi meni zelo ljuba Albanka država, mi je bila letos, krasna, pa tudi tako zelo markantna. In Albanci se pa res ne prilagajajo evrovizijskemu okusu, mislim, da ne. Ker grejo v svojo špuro. Oni so Albanci. Ja. Ali vedno je vse rdeče. Kaj smo mi, a je to mogoče ena fora, ki je mi? Ja, eno leto smo to poskušali narediti, ne, za Rokom Žlindra in Kalamarim. Vedela sem, da bomo v njih ta častna omemba. In boga mi ni se išlo prav dobro ta slovenska prezentacija. A bi morali vendarle poskusiti Slovenijo, slovensko identiteto prodati malce bolje, malo bolj prefinjeno morda? Jeziki se vračajo, mimo grede, ne, na Eurovizijo. To sem naravno hotela reči. Dosti izvajalcev je bilo, ki je pelo v svojem jeziku, pa me sploh ni motilo, da nič ne razumem, ker so imeli karizmo, ker so imeli so svoje, naprimer, in mi je jaz pogrešam raznolikost jezikov. Ja. Se strinjam, ja, meni bi tudi to... fajn je, ravno to tudi, če ne razumeš, če nekdo zna pet, pa da ima karizmo, te je to dovolj prepriča, se ti že potem si prevedeš, kaj je zapel, ne. Ampak za Slovence pa res karkoli bi rekla, ne vem, mogoče bi mogli biti malo bolj pogumni pri enih stvarih, mogoče bi mogli malo bolj ponosno te neke svoje korenine zastopati, absolutno, to že nasploh mislim, da se mnogo preveč sramujemo enih stvari, ko se jih absolutno ne rabimo sramovati. Meni so tudi vedno všeč ti etno elementi, ampak morajo biti pa na pravi način ukomponirani v primernost pesmi, šova, vsemu pač evrovizijskemu spektaklu. Ne? Ja. A bi mene fektarje butnili na Eurovizijo, ne vem, bi to bil način morda, ne vem. Mislim, jaz sem za to, da se vse proba, ker pač, vidimo, da določene stvari ne funkcionirajo. Tako, ruski bife, ne, princip. Absolutno, jaz sem človek, meni je marsikatera glasba iz vseh nekega žanra, najdem nekaj za sebe, dokler mi gre v uho, pa mi povzroči neka pozitivna čustva, sem za, no, tako da absolutno, fehtarje. Ja. In potem še vedno največja drama minulega večera. Lansko leto so bili favoriti, veliki favoriti, letos so bili na stavnicah ves čas skoraj zadnji in včeraj je ta bogi Marko Bošnjak, predstavnik Hrvaške, sicer iz Mostarja, gladko izpadel. Kakšno mnenje o letošnji Hrvaški? Si gliho je v trenutek, kako se počuti ob tem, ne, vidim, da fantastično. Po mojem pač kar ta izraz, da je mevna. Ne? A vama je bila Hrvaška letos všeč? Ker Slovenci pa Hrvati smo ena taka evrovizijska naveza, tradicionalna, ne vedno zvesta, sicer, kar se tiče točk. Ampak... Ja, z ene strani smo zvesta, ne, z druge niso zvesta, budemo iskreni. Je kakorkoli nagovoril ta nastop z Poison Cake? Mislim, nagovoril me je, samo ne vem, če... Ne, meni ni bilo to okej, no. Jaz glasbeno, ne... Ni bilo za mene. Nisem začutila v drobovju. Mislim, naslediti Rim Tim Tagi Dim, ki je imel lani, mislim, to je praktično nemogoče. Ne? Vsi, po mojem, ga primerjamo tudi z lanskim. Ne? Zame je bil zmagovalec, naprimer, ne? Rim Tim Tagi Dim. Meni tudi ni bila všeč ta zgodba, pa ne vem, to zato, ker je pač bil lani tako odličen njihov predstavnik. Ne vem. Tudi jaz ne vem, moram priznati. Smo čakali, zdaj kaj ne vem. Mogoče mi je bilo zgolj preveč kaotično, pa malce grobo, ne vem, malo... Jaz se nič nisem, naprimer, sem čakala, vsi nas sem spraševala, čakaj, Max, kaj je tu refren, ne? Ja.
Ja. In še danes ne vem. No. Ne bom si ga vrtel verjetno doma nikoli. Ko sem gledal Doro, ne vem, če ste jo spremljali, hrvaški predizbor, meni je bil recimo zelo Nižetič, mi je bil všeč Luka, ki je imel spet tak zelo hrvaški komad. Ampak super, nisem spremljala. Ne, da se jaz borim za lipo našo, mislim njihovo. Razumem. Mislim, da beseda kaotično je kar taka beseda, ki opiše včeraj cel večer, ne? Kaotično. In tudi, ko sem malo oko vrgla za naprej, kaj nas čaka, mislim, da Kot da bi granato razneslo v kitajski trgovini. Prekrasna prispodoba. Rečemo še kako o sami Euroviziji do zdaj. Festival ima spone in padce zadnja leta. Recimo Malme velja kot ena najbolj takih ekscesnih, kaotičnih, škandalov polnih Eurovizij. Se vam zdi, da so Švicari letos malce stopili na zavoro? Eno zanimivo misel smo slišali včeraj v eni pesmi o Švici, da je ne vem, spolna raznovrstnost ali kakršnakoli raznovrstnost dobrodošla, ampak obleči se, zapni se. Ne? Aha, okej. A se vam zdi to, a se je potrebno zapenjati na Euroviziji? Je šlo predaleč razgaljanje v zadnjih letih? Videli smo kako golo zadnico, recimo lani, ne? Jaz nič proti golim zadnicam, drugače. To je tudi jasno. Na morju jih vidimo na tone. Ne? Ja. Jaz mislim, da predvsem glasbeno je primanjkljaj velik, no? Kar se... To je moj okus, jaz čisto o osebnem vtisu govorim. Jaz včasih sem z veseljem spremljala Eurovizijo, zdaj zadnja leta me morajo včasih, ali pa morate kar spomniti na to, ker ni tu in tam se najde kakšna pesem, naprimer, ki mi je všeč, tako kot Maneskin ali pa Rim Tim Tagi Dim, ostalo pa gre kar mimo mene, ker včasih si prav bi človek da je preskoči, ne? In tudi se mi zdi po radiju vse se ne vrtijo pesmi iz Eurosonga, razen Švedska, ne? Predstavnica je bila, ki je dvakrat zmagala. Ja, Loreen. Loreen, naprimer, ona, ki ima tudi vse in res dobre pesmi. Maneskin se je vrtel, Rim Tim Tagi Dim se je vrtel, ostalo se pa sploh ne spomnim. Pa smo že skoraj končali, ja. Zadnja leta ali pa desetletja, jaz pogrešam glasbo tam. Sej prav je, da je šov, scena je fenomenalna, z možem imava podjetje za tehnično opremo prireditev in če nekaj drugega uživam v tisti predstavi, ker tehnično je pa res dovršeni nastopi so. No? Najboljša tehnologija, ki obstaja na svetu, je pravkar tam. Ne? Ja, in to mi je res v veselje spremljati, medtem ko glasba pa se mi zdi, da res prav je zadaj nekje v nekem zadnjem planu, kar je velika razlika od včasih ni bilo tako, naprimer. Ja, včasih je ena pevka stala sama na odru, imela odličen vokal, ni bilo nobenega drugega in je bilo to. No. Tako da ja, meni, kar se tiče nastopov na odru, mi je res ravno to, tudi, kar je Natalija rekla, da manjka dobre glasbe, pa se potem, se mi zdi, vse se poskuša zakamuflirati z nekimi kostimi ali goloto, to mi gre na živce. To, kar se pa tiče obiskovalcev na samem dogodku, pa tako malo je priložnosti, da res zasiješ v vsej svoji gloriji, pa če je tvoja glorija, da bi rad malo riti pokazal, pa dajo, veš, mislim, tako da to mi absolutno ni sporno, da pridejo ljudje, da se veselijo in da to pokažejo in se izrazijo na svoj način. Bolj mi je sporno to res, da je glasba umrla na Eurosongu in da je res v zatonu in da je sam še nek cirkus in da se gradi bolj na tem, na kostimih in na vsem tem, kar pa ni bilo prvotno tako mišljeno, ampak mislim, da ne vem, jaz ne vem, če je tu pot nazaj. No. Sama na odru, pa nič v ozadju, to me zdaj spomni na letošnjo švicarsko skladbo. Včeraj smo jo že slišali, ni še bila v tekmovalnem delu včeraj, ne? Mislim prav, ampak švicarska pevka Zoe Mi na odru nima nič. Tema je, zgolj vidimo, zgolj njo, njen obraz, ne zgodi se nič, pa me se zdi pesem zelo lepa. Ne? Ja? A se vam ni dotaknila? Meni je všeč, ja, meni je všeč. Moram priznati. Taka stara Eurovizija. Stara šola, ja. Mene pač, je mogoče res, vse več ne vem, vse zato pravim, ker se že tako zmedena okrog tega, ker mi gre toliko komadov tako na živce, da potem, ko je nekaj, ko je vsaj neka melodija, pa je lepo odpeto, sem že tako, ja, to prosim. Da, ampak ja, meni se zdi švicarsko, to, kar sem slišala, no, mi je bilo fajn. Taka. Po božja duša. Še ti ni dotaknila, ja. Ja, veš, morda pa potrebuješ malo več drame, ne? Mi je bil Klemen, naprimer, bolj všeč.
za celim nastopom, za svojo energijo, za besedilom, melodijo. Se me je bolj dotaknilo. Različni smo si. Ja, hvala Bogu, ne, saj to je ravno. Ja, kot nastop je tudi meni bil ljubši, moram reči, ko zgolj temno ozadje, pa ena Švicarka, ne, ki je sicer izbažila. Ena Švicarka še ne prinese zmage. Ne, prinese zmage, morda prinese sire. Ja, morda, ko bi le. Počasi finiširamo. Ta Evrovizijski teden se bo prej, ko slej iztekal, življenje gre dalje, moje vajno, še bolj kot moje. Kaj se bo kaj dogajalo z vama v naslednjih mesecih? Malo se že najavlja, ne? Ja, jaz konec maja snemam videospot za novo pesem. A že ima naslov? Ima naslov. Ja, ima ga. Hvala za vprašanje. Kaj je dobro? To je dobro, ja, to je vedno fajn. Pismo, nič ne smemo povedati. Ne, nič ne bom povedala, ker lahko se še kaj spremeni. To sem se naučila, sem se kaj naučila, sem se pa to v življenju do zdaj naučila, da če sem kdaj kaj prehitro bleknila, potem se mi je vedno nekaj ali zavleklo, ali spremenilo. Ja. Skratka, upam, da bo pesem začetku junija zunaj. Je v tem mojem prepoznavnem, veselem, optimističnem, pozitivnem, zabavljaškem slogu in zelo slovenska. Kopalke za spot si že izbrala? Ja, imam še na... Jaz spremljam dobro spote. Plutaš. Imela gor ali... Ja, mislim, kar se mene tiče, počni kar hočeš, ne? Ne želim, da si prehladiš ledvice, no? Ja, lepo od tebe. Za ta Denis da dosti na naše zdravje. Za moje zdravje. Ne, veš, kaj zdravstvo je drago. Hvala. Tanja, se bo karkoli dogajalo, pišeš karkoli, se poročaš, ne vem. Ne, poročam se, nekdo je kriv. Ne poročam se še, bom pa javila, ko se bom, ker bo velika čaga, predvsem moja mami bo praznovala. Ne, jaz pa v bistvu zdaj zaključujemo z tem sezonskim delom naše ženske brez filtra, tako da zdaj še imamo par predstav po raznih gradovih, ker smo dame, tako da to, potem pa v bistvu je mirno poletje, nič kaj dramatičnega, pripravljale se bomo na jesensko sezono, šepetamo si že misli o tem, da bomo naredile dvojko tekom življenja, tako da, ker se imamo tako fajn, da smo rekli, da moramo združiti prijetno s koristnim. Ampak ja, zdaj nič. Poletje bom pa izkoristila, da pokažem svoje telo na različnih plažah. Pazi na ledvice. Tako, ja, absolutno. Nisi več v 20-ih, draga moja. V kombinezonu brez panike. Ta nevarnost inkontinence je zmeraj nekje v... Ne govori, že zdaj čutim, zato stiskam pred sabo. Kegljeve vaje. Ja, če smo že pri inkontinenci. Poglej, smuti. Glej, ta stol. Hopala. Vidiš, lahko bi bila zelo gibačna, bi rekla Ana Žvorc. En tak zelo zanimiv del leta je pred nami tudi, kar se tiče potovanj, dopusti so, odkrivamo svet. Kam pa vaju dve najraje zanese, oziroma kam vaju bo zaneslo, kje si najraje privežeta dušo, odvežeta skrbi? Vse to. Veš kaj, jaz res ful rada potujem. No, zdaj moram priznati, da me še marsikaj mika, sicer to leto bolj ne, ker sem lani potrošila malo svoj potovalni fond, ko smo šla na Maldive, pa sem si malo privoščila in je bilo krasno, tako da letos bo bolj Hrvaška pa to, ampak imam pa še v planu, da bi New York bi rada še enkrat videla, pa da gremo z mojim domalo. Ja, Carrie Bradshaw. Ja, točno to. Ko me pogledaš, Carrie Bradshaw. Ja, točno to. Hvala lepa. Vedno, bila ta asociacija. Natalija, kam te bo zaneslo? Zaneslo me bo kar pravzaprav na Hrvaško Primorje oziroma na otok Pag, tam vsako leto preživimo poletje. Sicer pa zelo rada potujem, v življenju sem že tudi kar veliko sveta obdelala, pa tudi ga še vedno naprej rada obdelujem. Imate kakšno idejo za mene, kam naj odpotujem, kaj si naj ogledam v naslednjih mesecih, letih, koliko še imam življenja pred sabo? Koliko že imaš življenja? Ja, kaj pa vem. Kaj imaš rad? Avanture, pustolovsko? Mislim, rad si ogledujem mesta, recimo, in tak, ne ležim zelo rad, no. Imate svoje najljubše mesto, videli? Na svetu, v Evropi. Jaz si rada ogledujem naravo, tako jaz sem bolj, Kenija mi je bila super, pod Kilimanjarom, pa notri v džipa,
Z vojakom smo ga dobili. notri, ker je tam. Fantastično. Koliko od teh 5-7 znamenitih živali si videl, Kini? Kar dosti smo jih videli, ja, od krokodilov, žiraf, levov, komarjev. O, moje priljubljeni, ja. So te popikali na dopustu? Ja, vedno me. Jaz pa moram priznati, mislim, se je dobro, New York se je meni res vtisnil v tak lep spomin, zato ker sem si ga zelo dolgo želela obiskati in je presegel moja pričakovanja, ni kot mesto, v katerem bi želela živeti, ampak ki bi ga vedno znova rada obiskala. Drugače pa meni je potovanje po Južni Irski mi je ostalo v krasnem spominu, res. Je res, ker je tako slikovita pokrajina, sicer na Sloveniji imamo tudi to in moramo znati ceniti, ker res včasih sem pogledala, pa sem rekla, se pa je ko pri nas, ne, samo moraš drugam iti, da se spomniš. Pivo je dražje. Pivo je dražje, no, zdaj več mogoče ne tako. Ampak ta tudi njihov način življenja, to, da prideš tam v nek pub in potem kar cela familija se vstane, en river dance pleše, en poje, pač ta njihov cel sistem mi je ekstremno všeč, no, in mi zelo paše, tako da mogoče kaj takega, sam si nesi plesne čevlje zraven, ne, a veš. Okay, no. Ja. To hvala. Sprašujem zato, ker vam želim malce polepšati vajene potovalne mesece, dopustniške mesece in sicer, ker je veliki prijatelj Evrovizijske slačilnice turistična agencija Sonček in smo vam malce darilca pripravili skupaj. Pridi na Sonček, najlepši del življenja. Pridi na Sonček, se že čakate. Svet je lep. Na najlepše potovanje z avtobusom ali letalom z agencijo Sonček. Očarljiva Anja, daj mi to pozornost. Ja, tako, Če vam ja. bom vse povedal. Da vidim. Za zahvalo, ker ste se mi pridružili v teh traumatičnih dneh. Ja. Natalija, izvoli. Z veseljem deliva svoje travme s tabo, ne? O, hvala lepa. Samo zagrebeta v vrečko, da pojasnim, kaj ste Absolutno. dobili. Sta, to je bojda za podvodno fotografiranje s telefonom. Ja, fantastično. Ko smo bila na Maldivih, nismo imela nič in nimam niti ene podvodne slike, tako da super. Ajej. Če bi, if I could turn back time, ne? Bidonček in mislim, da so še v vrečki. Opa? Aha. Kak ste vedeli. Karte za enko. To smo mi nori, cela familija. Znata igrati enko, ker jaz je ne znam igrati. Ja, pa kje pa ti živiš? Denis. To je skup stvari. Zdaj bom odprla, zdaj. Predvidevam, da ni prav težko. Krasno. Hvala lepa, hvala. In hvala, Sončko. Dragi moji, neskončno ste mi polepšali to post-eurovizijsko prvo jutro. Hvala, ker ste prišli. Upam, da se še vidimo. Pa moče ne nujno v eurovizijskem kontekstu, če vas sta ful dobri sogovornici. Moram reči. Je gledaj, taki Najboljši pač danes, smo. Ja. Najboljši danes, absolutno. To vsem rečeš. Hvala lepa, vse dobro vam želim. Dragi naši, mi pa se spet gledamo v drugi post-eurovizijski slačilnici in to bo po četrtkovem polfinalu, torej se vidimo v petek, prideta dve novi vznemirljivi gosti. Aha, smo že tam. A oni pa vznemirljivi, a v redu je. Razen, če se pač vračate zdaj vsako oddajo. Kam ima vedno doble darilo? Recimo, ja. Hvala, Denis. Hvala vam. Hvala, ker ste bili z nami. Vse veste, ne? Posledite slačilnico na vseh platformah Spotify, Apple Podcast, večer.com, YouTube in se gledamo. In vse veste, ne? Kakšen je slogan, kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa vesela Eurovizijo.